A se smeješ, Andrej? Ja. Lep nasmeh. Vsi se smejijo, top. Mi smo se že malo pogovarjali, preden smo stisnili rekord. Andrej, Alen, ne veste, jaz sem na 2 urah spanca, tako da mogoče bom danes malo bolj pasiven opazovalec, razen če se pržgemo, ne? To se kdaj zgodi med debatami. Alen, danes si ti v bistvu se javil, da bi eno temo nastavil, pa pol mogoče malo okvirno vodo pogovora, ne? Tako da se ful veselim. Ja, to je to. Alen, izvoli. Ja, zadnji smo se pogovarjali, da bi naredili mogoče kako epizodo, kjer bi razdelili nek what if scenarij, ne? Torej, kaj če scenarij. In smo se v tem našem pogovoru šerali par teh različnih scenarijev in tisti, ki se nam je zdaj najbolj zanimiv za to, da ga danes razdelamo, je bil what if there is not too many of us, but not enough. Torej, kaj če nas ni preveč na tem planetu, ampak premalo. In to se nam je zelo zanimivo izhodišče za debato. Ta danes bom jaz mogoče tako nakratko vpeljal v to temo s par statistikami, bom malo pošeral tudi screen za tisti, ko pa poslušajo, bom malo razložil, pa potem predam Jaši, ki je tudi predlagal to temo, to danes bo verjetno najlepše potem popeljal v samo debato. Jaz za sebe moram povedati, da ko sem prebral to zadevo, se mi je tako zelo zanimiva, zato ker ena izmed tistih tem, ko ne razmišljaš dosti o njej, ampak imaš neko mnenje, ne? In itak moje prvo mnenje je bilo, itak da nas je preveč. Zdaj, skozi sam proces sem se dosti tudi malo naučil dodatnih zadev, da se že veselim te debate, zdaj malo pošeral screen, da vidim da nas popeljamo skozi to statistiko. Ok, ne vem, da če vidite moj screen z Wikipedijo, overpopulation. Ne. Ti vidiš, kot da šeraš. Sploh mi nič ne da. Aha, zdaj pa je nekaj, ne? Ne, ni. Čakaj sekunda. Samo po tebih me gre pokazati, to bo malo čudno. Dobro, bom šel po tebi. Kot prvo se mi zdelo sploh zanimivo pogledati, kaj debatiramo, ne? Torej debatiramo o tem, da nas je preveč. In kaj to pomeni? To pomeni nek overpopulation. Torej zdaj kažem page od Wikipedije. Kaj je sploh torej prenaseljenost? Čisto enostavno gre za to, da je preveč populacije, določene ali tudi živali ali pač ljudi v nekem okolju, in to pomeni, da potem te živali ali ljudje nimajo več hrane, nimajo prostora ali pa nekih drugih dobrin za življenje, ne. To je neki base, o katerem se pogovarjamo. Potem dajmo pogledati dejansko statistiko, koliko nas je trenutno na svetu in kako se to skozi čas spremenilo. Evo, tu imamo zdaj, kažem spletno stran, ena izmed tistih, kjer se v živo prišteva oziroma odšteva, koliko je trenutno nas na svetu. Jaz se spomnim, da ko sem bil še v osnovni šoli, takrat se spomnim, da enkrat smo se pogovarjali o tem, da smo dosegli 7 milijard, evo, zdaj se zelo hitro približujemo 8 milijardam ljudi na našem planetu. In ful zanimiv mi je ta graf, ker izgleda tako zelo podobno kot tisti hockey stick grafi od startupov, kjer imaš tako dolgo časa položno rast, pa kar naenkrat se dvigne zelo hitro. Čisto tako kot intermezzo me zanima, a kdo od vas ve mogoče, koliko ljudi je bilo leta 1 oziroma 0 na svetu? Če bo kdo ugibal, koliko nas je bilo? 100 milijonov. 30 milijonov. Okay, ja. Luka? 40. Zdaj smo ful blizu, no? Teda, bilo nas je 190. Koliko pa mislite, da nas je bilo leta 1000? Milijarde. Ne, manj, ful manj. 400 milijonov. 400 milijonov. Ja, bilo nas je 250.
In potem se zgodi industrijska revolucija, odkrijemo penicilin in vse te zadeve, ki so pomagali, da lahko več ljudi nahranimo, da lahko dlje živimo. Teda leta 1800, komaj dosežemo milijardo, potem 1927, 2 milijardi in tako naprej. V bistvu imamo še en grafik, ki to pokaže skozi čas, ki nas zdaj počasi pripelje do te težave. Ok, tu se vidi skozi čas, v bistvu, ko gremo iz 1800, ko smo na milijardi, potem okrog 1930 na 2 milijardi, 1974 4 milijarde, okrog leta 2006 milijard, potem smo zdaj zelo blizu 8 milijardam. In tu na koncu tega grafa, zdaj tisti, ki samo poslušate, torej na koncu tega grafa se pokaže tak nek spekter projekcij, kam lahko gremo v prihodnosti. Ne? In kot vedno imajo znanstveniki in te statistiki različne assumptione, ki pač vodijo, ne vem, en primer imamo 15,6 milijard leta 2100, drugi je potem, da začnemo padati nazaj proti 7 milijardam leta 2100. Ne? Teda, v bistvu, eno izmed vprašanj, ki sem ga jaz imel, ko sem začel razmišljati o tej temi, je, a nas je zdaj že preveč, ali nas bo preveč v neki točki kasneje. Ne? Oziroma, kaj je sploh preveč? Kako sploh razdelamo to, da nas je preveč? Kaj pomeni, da nimamo več dovolj hrane, da nimamo dovolj vode, da nimamo dovolj prostora, da nimamo dovolj energije, da bi se greli? Ali gre enostavno tudi za to, da nas je preveč konzumptiona in ustvarjamo v bistvu preveč emisij, globalno segrevanje in tako naprej. Ne? Teda mislim, da teh 5 faktorjev je zelo pomembnih v tej sami debati, da to razdelamo. Če nas je preveč, če nas je zdaj, če nas bo v prihodnosti. Zdaj pa se prevesi v to drugo stran, bi še samo malo pokomentiral, torej te projekcije za naprej. Večina ljudi, ki zagovarja to, da nas je ful preveč, se fokusira samo na ta del te rasti, medtem ko drugi kamp, ki govori o tem, da nas je v bistvu premalo, začne govoriti o... Ali mogoče malo pišeš, kjer je del rasti, glede na to, da vsi nimajo slike? Kaj sem kazal, ko sem govoril o rasti? Zadnji screenshot si kazal. Ja, sem zdaj ne vem točno, kaj sem rekel, Luka, mogoče če ti pokomentiraš, kaj sem kazal. Ne, kazal si na ta v bistvu del rasti od, ne vem, 1800 do danes, ne? Aha, ja. Torej, večina ljudi, ki zagovarja, da nas je preveč, se fokusira na ta del od 1800 do danes, ker imamo ta hockey stick growth, torej hitro rast. Ljudje, ki pravijo, da nas je premalo, pa malo tudi pogledajo naprej, torej kaj se bo dogajalo 2020 naprej. Zdaj imam pa še 2 grafika, sekunda, ki pa kažeta neke zadeve, kako se zadeva že trenutno malo razvija. Tu na tej sliki vidimo različne kontinente in kako so se od leta 1950 do danes in potem projekcija do naprej razvijala ta sama populacija. Ne? Torej vidimo, naprimer, da Oceanija je rasla do danes, pa bo rasla še naprej, isto je s Severno Ameriko, isto je z Latinsko Ameriko. Medtem ko Evropa je že dosegla nek svoj plato in počasi že populacija upada, še bolj pospešeno popadala naprej. Isto z Azijo in z svetom pač kumulativno še raste. Kar je pa najbolj zaskrbljujoče, je pa zadnja zadeva, ki nas potem pripelje do argumenta, da počasi do tega argumenta, da nas je premalo. To je pa pač upad fertility rate, kako se bi to reklo po slovensko? Rodnost, ne? Ja, rodnost. Čakaj, samo da to jaz pomanjšam. Torej, gledamo graf rodnosti oziroma prirast k svetovni populaciji od 1950 naprej. Spet vidimo, da je ful visoka rast do nekje 1990, potem pa zdaj vedno bolj opada. In torej, skrb je v tem, da ko bo začelo padati, kako bomo to ustavili, ne? Da nas ne bo potem premalo, ker tudi to zna biti problem. Evo, upam, da se to zdaj lepo popelje v neko debato, da Jaša, gledam, da si ti predlagal temo, predvidevam, da že imaš neke argumente, oziroma da si tudi kaj od tega bi mogoče pokomentiral teh statistik, ki sem jih podelil. Ja, hvala, Alan, to so, mislim, da neki glavni grafi. V bistvu mene pa ta debata zanimiva, zato ker se mi zdi to ključna debata. In se mi zdi, da to je glavni driver vsega. In če to nekako razumemo in celo družbo peljemo v smer, ki jo hočemo in imamo kot indikator
rodnost, smrtnost, koliko dolgo živimo, koliko je rodnih žensk, vse to, potem se mi zdi, da je tudi dosti v dobro stanju ekonomija. Ne? In tukaj si omenil dva kempa nekako, zakaj je preveč ljudi argument in zakaj mogoče ni zadosti ljudi ali pa kmalu ne bo zadosti ljudi. Ne? In ta dva argumenta se v bistvu zelo tudi zrcalita v tem argumentu podnebja. Ne? In v tej skupini teh, bi rekel, pripadnikov, ki mislijo, da je pač preveč ljudi, pa da moramo znižati rodnost, pa da moramo limitirati število ljudi in tako naprej, teh pripadnikov je bo čez celo zgodovino skozi kar zadost. In skozi so bile neke projekcije in riziki in doom and gloom predikcije, da ne bomo mogli nahraniti teh ljudi, da bo planet propadel in ne vem kaj. V bistvu, kaj se je pa zgodilo, pa vedno več nas je bilo in vedno bolj smo si živeli. Zdaj, to je verjetno en drive od drugega in obratno, se pravi, kaj bo vzrok, je ena druga debata, ampak glavni razlog, zakaj je preveč ljudi, oziroma naj bi bilo preveč ljudi, je podnebje in okolje in da tukaj mi ta planet preveč, bi rekel, porabimo preveč virov in zaradi tega bi bilo fajn limitirati koliko ljudi. Ne? Na drugi strani, zakaj pa premalo ljudi, je pa seveda pomembno razumeti piramido society, se pa družbe. In piramida družbe je narejena na enem zelo simplem konceptu, nekdo, ki je odvisen in nekdo, ki tem ljudem, ki so odvisni od verov, omogoča te vere. Kaj hočem s tem povedati? Ti imaš odvisne ljudi na začetku piramide, od 0 do 15, 18, od otroke, in imaš odvisne ljudi, recimo od 65, ali pa bomo rekli, danes v današnji družbi 70, 75 naprej. Se pravi, te ljudje rabijo dobiti penzije, te ljudje rabijo dobiti domove, te ljudje rabijo nego. In zdaj, kako se to balansira, je zelo pomembna stvar. Ne? In če tega balansa ni, če je premalo ljudi, ki tem nudijo to oporo, ki so odvisni, se zadeva v bistvu matematika več finančno ne izide. Ne? In kar mi vidimo danes, je, da recimo, še to zadnji point bom pol odprl za komentarje. Kaj mi vidimo danes, je na tvojih grafih, maksimalno ljudi je v Evropi praktično ta trenutek, ne? Po predikcijah. Ne? Se pravi, če mi gledamo po kontinentih, je debata o populaciji popolnoma različna. V Evropi vidimo, da v prihodnosti ne bomo imeli zadosti ljudi, ki bojo delali, ne bomo imeli zadosti ljudi, ki bojo dajali v sistem penzij in tako naprej, se pravi, bomo mogli od nekje te ljudi dobiti. Praktično vsaka država v Evropi ta trenutek ima take ali drugačne incentive za povišanje rodnosti. Recimo na Madžarskem, če rečeš Orbanu, jaz bom v naslednjih 3-5 letih 1, 2 ali 3 otroka, dobiš kredit z nižjo obrestno mero. Ista zadeva je recimo v Sloveniji, malo drugačna, ampak praktično de facto ista. Imaš socialna stanovanja, če imaš familijo, imaš prednost in tako naprej in tako dalje. Se pa to se dogaja v Evropi. Če pogledamo pa v Afriki, je pa mogoče zadeva ravno obratna, je pa zelo veliko ljudi in dejansko ima mogoče kjera mesta probleme nahraniti in šolati in v bistvu razviti vse te ljudi. Tako da to je za mene nekako, kje se te debate odpirajo. Sta pa še dva elementa, ki sta meni super, super zanimiva, mogoče za kasneje. In ena je, kaj sploh dobimo, če je več ljudi? Mi dobimo več možganov. To je, se mi zdi, ena dobra stvar. Kaj mogoče zgubimo? Več resursov moramo uporabljati, oziroma porabiti. In zadnja stvar je ta, zakaj nimajo ljudje več otrok, recimo v zahodnem svetu. En izmed glavnih razlogov, zakaj nimajo v zahodnem svetu ljudje, oziroma zakaj imajo vedno manj otrok, zakaj je rodnost vedno manjša in je zdaj recimo veliko pod recimo 2, kar bi nekako bil nek balans, je finančni razlog,
da si ne morejo privoščiti, da bi imeli otroke, oziroma da si ne morejo privoščiti standarda, ki ga hočejo, ker bi mogli dati denar za otroke. In to se meni zdi mal čuden argument, če ga pogledamo skozi prizmo celotnega življenja. Ker otroki so odvisni od tebe in jih moš ti nahraniti in jih kupovati in tralala. Ker naenkrat pa oni začnejo delati. Se pravi, v drugi polovici tvojega življenja se zadeva obrne in si ti odvisen in ti oni v bistvu omogočajo neko življenje. Se pravi, tudi finančni argument, zakaj ne imeti otrok, čisto zares skozi celotno življenje, ga v bistvu ne razumem in se mi zdi, da je napačno. Ampak to nekako so neke istočnice, zdaj pa lahko odpeljamo v 5 različnih koncev, kar se vam zdi zanimivo za pokomentirati. Se pravi, ti imaš 2 otroka. Jaz nimam nobenega zdaj, trenutno. Ker si rekel, da ti je zelo čuden ta argument, pol bi pričakoval, da bi 3 v bistvu imel. Ne? Ker razmišljaš vnaprej in boš v drugi polovici življenja ti. Tako. Jaz mislim, da sta 2 otroka boljš kot en, mogoče 3 tudi, ja, seveda odvisno od nekak resursov, neomejeno ne, ampak sigurno se mi zdi imeti otroke tudi finančno smiselno tekom celotnega življenja, če pogledaš. Ne? Ja, mogoče je bilo včasih tako, ne vem, če je danes še tako. Ker si imel neko kmetijo, pa so bili to dodatni delavci, dodatne roke. Zdaj pa ne vem, kakšni so te izračuni, kako se to vrne tebi. Ampak ja, sej, ko si govoril o tem, o tistem argumentu, da nas je preveč, mi je všeč, da si poudaril, ker to se velikokrat pozablja, da standard zahodnega načina življenja je v teh izračunih ponavadi razlog, da se reče, da nas je preveč. Ker sej, če bi bilo, ne vem, 10 milijard ljudi, ki živi v gozdu, po moje ne bi, mislim, v načinu življenja nekih plemen, po moje ne bi lahko Zemlja imela, 50 milijard ljudi. Ne vem, kakšna bi bila porazdelitev geografsko. Ampak glede na to, da je človek na selu praktično vsa podnebja, vse možne geografske višine, je verjetno na Zemlji ful prostora. Problem je sam, a bi vsi imeli 2 avtomobila, 150 kvadratov, veliko hišo, pa vse te dobrine, ki pridejo s tem zraven. To je pa drugo vprašanje. Pa seveda potreba po energiji. Ampak ful mi je zanimivo, jaz sem drugač, jaz mislim, da nas je ful premal, in Zemlja ni jaz na Zemljo ne gledam kot na nek unikat, človeštvo, če hoče na dolgi rok preživeti, je itak jasno, da more začeti osvajati tudi druge planete, vsaj že v našem Osončju. In logična posledica potem je, da rabiš več ljudi. Se pravi, če hočeš ti zdaj še Mars naseliti, boš rabil krat 2. Lih zaradi tega, ker potrebuješ v toliko kompleksni družbi večjo specializacijo, in večja specializacija prije samo tako, da imaš ful ljudi. Tako da brez tega, da nas bo več, ne bo možno v bistvu sploh po moje Zemlje zapustiti v taki meri, kot recimo opisuje Elon Musk, pa pač zdaj te neki futuristi, dajmo reči. Ja, ampak to je ob predpostavki, da moramo, oziroma da imamo že tehnologijo in da lahko, ne vem, se preselimo na Mars ali pa nek drug planet. Zdaj, če gledaš samo Zemljo, je mislim malo drugačen pogled, če gledaš. Ja, jaz se strinjam, če imaš možnost, mi se lahko širimo znotraj našega Osončja, naše galaksije, se odpre en kup nekih možnosti, novih planetov, novih virov.
Ampak če gledaš samo Zemljo, pa ne vem, mislim, jaz nimam za tak zelo oblikovanega mnenja, da nas je ful preveč ali pa da nas je ful premalo, ampak ne vem, mislim, da je podatek, da dnevno umre 25,000 ljudi. Je to možno 25,000 ljudi? Od nekod, ko sem bral, imam ta podatek, zaradi lakote, naprimer, ne? Dnevno. Potem, če gledamo, kaj se trenutno dogaja z vsem tem onesnaževanjem z viri, ne vem, razumem argument, da ne bomo imeli te eksponentne rasti, ki smo imeli do zdaj, najverjetneje v prihodnje, ampak se mi zdi, da nas je že trenutno kar veliko na planetu. Ja. Pa tudi to, ko si prej omenjal, problem je standard, zaradi tega, ker bolj ko neka država, kot nek narod postane napreden, več konzumirajo, več resursov uporabijo. Ne vem, če primerjaš ti, ne vem, Afriko z Evropo, verjetno Evropa porabi 100-krat več resursov kot Afrika, ne? Ali pa ne vem, 1000-krat več resursov kot Afrika. Ja, to je res, ampak tudi gre se za učinkovitost. Se to je bila ta, ne morem se spomniti, kdo je to predikcijo o tej hrani naredil, se to smo se učili. Pač bila je neka predikcija, da v začetku 20. stoletja, da ne vem, v naslednjih 50 letih bo zmanjkalo, ali pa nekje na koncu 19. stoletja, da bo zmanjkalo hrane, ker toliko, kot je pol na svetu, toliko take količine hrane ne bo možno proizvesti ob takratni stopnji rasti. Potem pa z mehanizacijo kmetijstva in pač z boljšim pristopom, z boljšimi tehnologijami ob obdelovanju zemlje, pa vemo, da imamo presežke, ogromne presežke hrane in ti imaš danes v bistvu problem te distribucije. Ti imaš neke dele sveta, ki trpijo za lakoto, pa imaš pa dele sveta, predvsem v Evropi, ki se hrana meče, pač toliko se jo proizvede, da se jo meče stran. Tako da problem je ta distribucija, recimo, če o hrani govorimo. Isto, kar se govori za energijo, to je veliko iz tega, pač Bitcoin mininga tudi. Zakaj bi bilo porabljanje resursov slabo? Ti moraš, pač vsak tehnološki razvoj zahteva neko energijo in vedno večjo porabo energije. Zato je pa samo vprašanje, koliko smo mi učinkoviti pri ekstrakciji te energije iz okolja, pa koliko ob temu škodujemo okolju, če ga zdaj čist okoljevarstveno pogledamo. Samo ena zadeva je kar jasna, se meni zdi, in to je, da zahodni način življenja, tako kot si sam rekel, je veliko bolj potraten, kot ostal način življenja. Se pravi, za resurse ni toliko sploh ključno, koliko ljudi, ampak je veliko bolj ključno, na kakšni dnevni, mesečni, kakorkoli letni porabi živijo te ljudje. In tukaj v bistvu se pa vprašaš, a mi porabljamo stvari v neki hitrosti, ki je vzdržna, ali mogoče ne. In pol se pojavi argument, kaj je driver porabe, tudi je driver število ljudi, ampak še posebej število teh ljudi, ki ful porabljajo, ne pa teh, ki ne porabljajo toliko. Lahko imaš pa tudi, v bistvu se moraš vprašati, a je vzdržna ta poraba, ki jo imamo trenutno vsako leto za zemljo. Če je vzdržna ta poraba, pol ni nobenega argumenta. Sigurno ni vzdržna, ampak vedno, ti nimaš nikoli statične porabe ob konstantno enaki tehnologiji. Ti boš vedno imel razvoj in recimo, če pogledamo zdaj avtomobilizem. Avtomobilizem je pod ful velikim takim scrutiny, kako se to reče,
pač to, da imamo vsi v svoj avto, a ne pa da se z avtomobili prevažamo, ne z nekim javnim prevozom, to je res tako pod udarom. A ne. Vsi te birokrati, regulatorji, to se proba ful na vse možne načine zmanjšati. Ne. In se pravi, trend je za elektrifikacijo, ne. Se pravi, da bi se vozili z električnimi vozili. Ne. In mislim, da smo takrat imeli to debato, kje pa pol pride energija za to elektriko. Ne. In potem ob takšni porabi nafte, ne, ja, sigurno bomo onesnažili okolje in to pač ni dobro. Ampak glih zaradi tega, ne, imaš ti zdaj zelo velike incentive oziroma je zelo v interesu teh korporacij, da razvijajo neka sintetična goriva. Ne. In to je zdaj tudi en zelo velik trend, v katerega se veliko vlaga, da bi v bistvu mi obdržali motorje z notranjim izgorevanjem, samo da bi ta goriva ne bi bila tako slaba za okolje, kot so zdaj. Ne. Se pravi, tebe je zdaj ta nek pritisk iz okolja te je prisilil v neke nove inovacije, v neka nova vlaganja, v neko tehnologijo in mogoče, a ne, bomo mi čez 10-15 let še vedno imeli iste avtomobile, ampak bo učinkovitost teh sintetičnih goriv, 10-krat boljša, kot je zdaj teh, ki temeljijo na pač nafti. A ne? In boš imel manjši ogljični odtis. Ne? Tako da tukaj jaz ful stavim na tehnologijo, a ne? Ki bo poskrbela, da boš lahko imel da bo lahko vsak imel avto, ki ga bo hotel imeti. In da bodo te avti ful poceni in tako naprej, če govorimo pač o nekih navadnih avtomobilih. Mogoče, če smem jaz uskočiti, meni je bilo ful všeč najprej to, Alen, kako si predstavil, pa Jaša, ti, ki si rekel, da več ljudi pomeni več možganov, a ne? Več procesorske moči za človeštvo, da rešuje probleme, ki jih imamo, ali pa zadovoljuje želje, ki jih imamo. In jaz bi tudi tako, ne vem, na katero stran naj se postavim, razumem pavšalno, površinsko oba argumenta, obe strani, ampak bolj sem na tej strani, da se mogoče v družbi nasplošno ne sprašujemo dobrih vprašanj. Se pravi tako, če to vprašanje, ali nas je na planetu Zemlja preveč ali premalo, projeciramo na nek bolj enostaven primer. Pa rečemo, ali je v podjetju Apple preveč ali premalo ljudi. To vprašanje je zelo slabo vprašanje, brez dodatnih podatkov. Ne. Dobro je, da je čim več ljudi zaposlenih v Apple, če so te resursi porabljeni produktivno. Se pravi, če vsak ta zaposleni v podjetju Apple doprinaša k dodani vrednosti in dela surplus in profit Apple. Z vidika Apple govorim samo. Ne. In če bi se tako isto spraševali za planet Zemlja, jaz mislim, da nas je premalo. Več možganov, več kapacitete za reševanje problemov, ki jih imamo, in jaz mislim, da je glavni cilj tega projekta, ki ga imamo, ali pa bi mogel biti glavni cilj, to, da čim več ljudi živi lepo, pa čim manj ljudi, ali pa živih biti celo trpi. In če bi se tako spraševali, bi mogoče lažje se sploh lotili takih vprašanj. Ker jaz mislim, da veliko teh vprašanj vodijo mediji svojo narativo, ki pa bazira na čist broken poslovnem modelu. Se pravi, nek članek je, preveč nas je in do leta 2000 ne vem kaj bo taka katastrofa. In to je napisano zato, ker je klikabilno. In generalno si populacija ustvarja mnenje iz takih virov, ki so ekstremistični in so površinski in nenatančni. Tako da, nimam pa tako, nisem se toliko poglabljal v to tematiko osebno. Eno vprašanje, kaj bi bilo na primer danes slabše, če nas namesto 8 milijard bilo na svetu 4 milijarde?
Jaz lahko svoje mnenje povem. Ne? Recimo, zdaj nas je 5, recimo tukaj. Če 2 odstranimo, 2 ne bi dodala svoje vrednosti v tem, kar delata. In se pravi, bi bilo za vse, če bi cel planet bil samo nas 5, bi bilo za vse slabšno. To jaz verjamem. Ne? Vsak doprinaša, če sistem, že s tem, da ima službo, pa plačuje davke, nekaj pozitivnega. Ne? Zdaj, kaj se pa lahko vprašamo, a več porab, kolikor doprinaša, ne? Ali pa a sploh uživa v tem življenju, ali večina ljudi trpi. Ne? In jaz mislim, da zadnjih 200 let hodimo v dobro smer, tako kot je Jaša povedal, jaz se s tem ful strinjam. Meni je ful blizu recimo Steven Pinker, pa ta njegova knjiga Enlightenment Now, ker mislim, da je 400 strani grafov, kako gre na boljše zadnjih 200 let. In jaz mislim, če racionalno razmišljaš, pa se poglobiš v podatke, vidiš, da gre res vedno na boljše. In jaz mislim, da gre na boljše zaradi tehnologije pa razvoja, ampak zato rabiš ljudi, ki doprinašajo v ta skupni sistem. Tako da jaz mislim, 4 milijarde ljudi bi manj doprinašala, manj kreativnih idej, manj stvari bi se proizvedali in za vse nas bi bilo malo slabše. Moj odgovor na to bi bil, ni nič narobe, če nas je 4 milijarde ali pa 8. Bolje vprašanje, kakšen sistem imamo in trenutnem sistemu, kot smo, kapitalizem, je pač ta rast nujno potrebna, da se ta sistem enostavno naprej pelje. In če so 4 milijarde pa raste, potem bo za ta sistem, ki ga imamo, ok, če pa smo 4 milijarde pa pada, potem bo za ta sistem ne bo cool. Teda mislim, da je ful kompleksno vprašanje, ni enostavnega odgovora, ali je to cool ali ni cool. Vprašanje je, v kakšnem sistemu živimo, v kakšni kulturi živimo, v kakšni družbi živimo. In od tega je odvisno odgovor na to, ali 4 milijarde dovolj ali ne. In isto je z 8 milijardami. Mislim, da če pogledaš to, kar si ti prej, Klemen, rekel, kak večina ljudi si ustvarja mnenje. Točno tako, pač vidiš nek članek, tudi ti si bil, ne vem, v Hongkongu, šel si na Kitajsko, vidiš fule gužva, ja, res nas je preveč, ček, jaz se zdaj naprej verjamem, da nas je preveč. Ampak če pogledaš, kaj je glavni argument teh člankov je, oziroma odkot sploh ta cela ideja izvira je, mislim, da je 1980 je en znanstvenik napisal, da nas je preveč in da v bistvu vse to bazira. Ideja je bila, da je problem v globalnem segrevanju. In zdaj, če je res problem globalno segrevanje, a je potem res več ljudi problem, ali je problem v tem, kak določen del teh ljudi živi. Ker, naprimer, poprečen Američan porabi 10-krat več resursov kot poprečen Indijec. In ni tako enostavno vprašanje, niti ostalo odgovor, da se je preveč ali premalo, ful je odvisno. Zato meni bo ful všeč ta neka razdelitev na teh 5 stvari. Imamo dovolj vode, imamo dovolj hrane, imamo dovolj energije, imamo dovolj prostora. In ko gledaš matematično, večino zadev štima. Imamo dovolj prostora, tu za več ljudi, imamo dovolj hrane, posebej, če tehnologija gre naprej, posebej, če logistika se izboljša, imamo dovolj vode, imamo dovolj energije v tem trenutku. In trenutno je v bistvu glavni problem vse te emisije. In tu je ta glavni argument, zakaj vsi pritiskajo, da se zmanjša to število. Ampak se mi zdi spet en izmed tistih argumentov, kjer se samo ena rešitev povezuje zdaj s tem problemom, ko je verjetno full plus odgovor na to, kako se rešiti. Torej, če je res global warming težava, a je res overpopulation odgovor na to. In tu nisem prepričan. Ja, s trenutnim sistemom, tako kot si rekel, jaz sem tako razumel Lukovo vprašanje. Se pravi, trenutni sistem obstaja, 4 ali 8 milijard. In tisto, kar sem rekel, še vedno drži. Jaz mislim, da ta sistem spodbuja reševanje težav. Zato, ker jaz mu vedno rečem, da je to kapitalizem je nekak prisilni altruizem, zato, ker za to, da ti preživiš, moraš razmišljati, kako boš drugmu rešil en problem, ki ti ga on pač pripravljen plačati. Zdaj, prisilni altruizem je tako mal oksimoron, ampak tako, zares to verjamem, da je ta sistem dober v svoji osnovi, ima pa veliko anomalij.
ki pa jih bomo po mojem rešili, tako kot je Andrej rekel, a ne. Pač pride nek problem in na njega skoči milijon ljudi, a ne, s svojimi idejami in rešitvami, ne. In pol pride venture capital in da cash tja, ne. Načeloma v teoriji, ampak tako se je pri dosti industrijah videl, da s časoma, če je problem dosti velik, ga začnemo pač reševati in ga rešimo, a ne. Tehnološki napredek je, meni se zdi, da ni debate, da je povezan z kapitalističnim sistemom in je tudi povezan s številom ljudi. In naš sistem, če nekaj dejansko dobro proizvaja, je skozi nov tehnološki napredek. Nekaj novega je, ok, lahko nekaj novega prodaš. Nekaj novega je, lahko zreduciraš stroške, si spet konkurenčen in tako naprej. Se pravi, tehnološki napredek smo nekako ga znamo proizvajati skozi, ne? Druga stvar je pa, kako mi dejansko živimo vsak dan. Ali gledamo na resurse, ali pač porabimo in kupimo vse, kar lahko kupimo s svojim denarjem, ne? In tudi tukaj imaš nekako dve šole mišljenja in ena je, najbolj bomo poskrbeli za naslednje ljudi, če bomo dobro za nas poskrbeli. Druga pa je, moramo se ukvarjati z naslednjimi ljudmi, z naslednjimi generacijami, moramo dajati njim neke pravice, neke proxy sedeže volitvene in tako naprej, ker oni nimajo trenutno glasu, se pravi naslednje generacije. Ne? In kako ti živiš vsakodnevno, je v bistvu ena debata, ki se mi zdi ključna tukaj in dejansko trenutno živimo večina zahodnega sveta, živi tako, da pač gre na počitnice, gre na letalo, dela pač kar mu denar in njegov lifestyle omogoča. In če bomo to spremenili, kako živimo, bomo tudi spremenili, kako generiramo tehnološki napredek, ker to je omejitev tehnološkemu napredku. Ker naenkrat ne moreš iti več na konferenco v New York, ker pač to je let, tega več ni, ok, se pravi, mora biti neki remote. Se pravi, čim dajemo mi neke omejitve našemu stilu življenja, avtomatsko dajemo tudi neke omejitve, kako se tehnološko razvijamo. Ne? In poleg glavni argument na koncu, a bo tehnološki napredek omogočil, da rešimo vse stvari, ki so komplicirane za voljo našega načina življenja, ali v bistvu ne bo pomagal, ker bo te stvari se kopičile hitreje, kot jih lahko rešujemo. In to je dejansko vprašanje. In tukaj noter ni nekega, bi rekel, absolutno pravilnega odgovora. Ne? Ampak treba je to nekako se o tem pogovarjati, po mojem mnenju, ker če ne bomo prišli do nekega konsenza. A ste slišali za tisto misel, da družba je uspešna takrat, ko človek posadi jablano, v kateri nikoli ne bo užival sence od te jablane. A ste slišali, da ne vem, kako točno je ta izreka, ne? Ampak gre se za to, da nekdo nekaj naredi, kljub temu, da on ne bo žel sadov tega dela, ne? In to mi je padlo na pamet med tem, kaj je Jaša govoril, glede naše družbe, ki je, se mi zdi, da je izrazito individualistična, a ne? In precej se ne gleda kolektivno. Čist dokaz za to je zadnja kriza, ki smo imeli, kjer je civilizacija ali pa zahodna družba totalno razdeljena bila na dva tabora, nezajedinjena, celo v drugih resnicah živimo. In jaz mislim, da to izhaja iz tega, ker potiskamo vse v individualizem in mogoče celo ta issue, ki smo ga prej omenili, da nimaš več otrok. Zato, ker gledaš v bistvu nase. A ti je to, da imaš otroka, prav pride? Ali so stroški, ali se sploh splača? Ali bi rajš okrog sveta potoval? Pa zdaj ne judgem, ker sem isti, ne? Ampak se mi zdi, da take vrednote so v družbi. In
To je sigurno posledica pol. Veliko stvari, a ne? In odpadkov in vsega, kar delamo tudi s planetom. Ker jaz bom porabil neki, pa ne bo moj problem. Ne? Oziroma brcnem to pločevinko naprej, pa ko prijem spet do nje, bom spet brcnil. Ali pa jo bo en drug še boljša. Ne? Tako, in veliko teh velikih problemov svetovnih se mi zdi, da tako, nažalost, nimamo kapacitete dobro reševati. To, kar si opisal, se mi zdi ful res, pač to je človeška narava, sploh zdaj v tej družbi. Je pa na ta problem to težko aplicirati z tega vidika, ker ne vemo, mislim, mi debatiramo, je to sploh problem, ne? Zdaj, če je problem, potem bi jaz apliciral to, kar si ti rekel, ne? Torej, je problem, ampak me ne zanima, ne? Ampak mene zanima ta debata, a je to sploh problem? Veš, a nas je zdaj preveč, a nas je premalo, ne? Ker če ne vemo, potem tudi težko izviraš iz individualizma, ker pač, oziroma potem itak izviraš iz svojih pač individualnih želj, ker ne rabiš razmišljati to naprej. To je zanimivo aplicirati nekaj, kar je pač objektivno slabo, kar pa to je pa je za druga debata, ne? Ja, če bi čisto biološko pogledal, ne, z vidika genov, je tukaj absolutni odgovor, da večja variacija je boljša, ne, zato ker če imaš ti majhen genski bazen, se reče, je, ne vem, neka dovzetnost za bolezni, neka dovzetnost tudi za genske napake je večja, ne. In bolj, je neka vrsta genetsko v bistvu raznolika, oziroma ima več, ne da je raznolika, da je v bistvu možnost mutacije, ne, da je v bistvu večja, to pomeni večja prilagodljivost na okolje. In taka vrsta je po definiciji lahko bolj uspešna od ostalih. Ne. Tako da za nas bi sigurno bilo dobro čim več, da bi ljudi bilo čim več, ne? Ker če pride, ne vem, neka bolezen, je večja možnost, da bo nekdo genetsko odporen in bo to pomenil preživetje vrste. Ne? Če mi pa ti zdaj rečeš, nas je ful preveč, mora nas biti samo 1 milijarda, ne? Ker hočemo imeti vsi good way of western life, ne? Je pa lahko to za populacijo zelo pogubno, ne? Ker lahko pač pride neka ali bolezen ali pač nekaj. Saj je tudi naravna katastrofa. Ne? To, da je danes človek poselil res vse kotičke sveta, je v bistvu zelo dobra obramba pred tem, da se nekje recimo zgodi jedrska vojna. Ne? Nekje se zgodi jedrska vojna, ne vem, v Evropi, ne? Nekdo, ki živi tam na nekem otokčku v sred Pacifika, ne, bo imel večje možnosti za preživetje, tako čisto na kratko. Ne. Zdaj, če bi pa mi rekli, dajmo mi to zemljo zdaj tako, dajmo vse vrniti naravi, ne, tako po narekovajih, pa se mi dajmo v eno kupolo noter, ne vem, sred v Dubaju, ne, naredimo novo, ne vem, neko kolonijo svetovno, vsi se moramo tja preseliti, ne. Tam bo pač tehnološko vse good. Smo zelo dovzetni za propad. Ne. Tako da, in pol enako gre ta ideja naprej. Ne. Okay, če smo mi zdaj na Zemlji, a je dobro, da smo še na Marsu? Ne. A je dobro, da smo še, ne vem, na enem drugem delu vesolja? Ne. Ta majhnost, ne, tega, če ti gledaš prostorsko, kaj mi poseljujemo tako nič, že v našem osončju nič, ne en planet. Ne. Smo zelo pač ranljivi. Ne. En komet velik lahko v bistvu konča to celo zgodbico. Ne. Tako da res bi nas mogli biti ogromno, če bi hoteli poseliti tudi druge dele, ne vem, vsaj v Sonča ali pa pol več naprej, ne, vesolja. Jaz se tu čisto strinjam s tabo, to je super ideja,
ampak nismo še tam. Ne? In če gledamo danes Zemljo, pa se vprašamo, ok, bi bilo cool, če imamo naprimer dovolj hrane, dovolj vode, dovolj prostora, dovolj energije. Kaj je že ta 5. faktor? Alen, ti si imel te faktorje. No, glavno, če imamo še ta 5. faktor. Je emisije, ja. Evo, emisije, ne? A bi bilo potem cool, da nas je pa, ne vem, 100 milijard, ne? Ker meni se zdi, da gledaš planet kot na neko, naprimer, podjetje, ki imaš neke prihodke pa odhodke, da trenutno mi dosti več črpamo iz tega planeta, kot pa vračamo. Ne? Če bi zdaj mi že dosegli nek tehnološki razvoj, kjer smo full sustainable, imamo full renewable energije, ne izčrpavamo zemlje, bi se strinjal, super, potem je v bistvu imaš kot neko super scalable, profitabilno podjetje, ki ga širiš po celem svetu, več, ko ga širiš, več neke koristi iz tega podjetja. Zdaj pri Zemlji mi še nismo tam, ne? Mi imamo v bistvu še nek biznis model, kjer še nekaj škripa vmes, ne? Mi v bistvu trošimo, porabljamo dosti več, kot pa vračamo planetu, ne? In z tega vidika se mi zdi, vse cool, naj nas bo še več, jaz mislim, ok, to bo samo še več težav, ne? Več emisij, več bolezni, manj virov, naprimer, ok, nafte nam baje zmanjkuje, imamo zdaj baterije, potem nam bo zmanjkalo, ne vem, naslednjega elementa, ki ga rabimo za baterije, bomo zbrali nekaj, ampak Zemlja je limited, ne? To je en, to imaš... Ja, to se je... Viri so končni in meni se zdi ta ideja, če smo enkrat tako daleč, da lahko gremo na druge planete, pridemo do drugih virov, vse super, lepo in prav. Če smo enkrat na točki, kjer smo sustainable, imamo dovolj virov, vračamo Zemlji enako kot jemljemo, vse super, ampak trenutno mi kurimo to Zemljo, ne? In če nadaljujemo s tem, tudi z nekimi tehnološkimi razvoji, pa imamo potem, ne vem, nove avtomobile, ne vem, na elektriko, pa sončno energijo, ampak dokler ne pridemo mi do tega break-even točke, kjer v bistvu mi Zemlji vračamo enako kot jemljemo, se mi zdi, da je rast Zemlje in rast populacije obremenitev za Zemljo in da porabljamo resurse. Ne? In tudi ta ideja, da bomo zdaj zahodni svet ful hitro spremenili, pa bomo mi bolj, ne vem, varčni, porabljali manj, če gledamo globalno, ni to samo zahodni svet, tudi celoten svet, vse populacije, ki dosežejo neko vrsto razvoja, neko vrsto bogatstva, začnejo trošiti dosti več, zaradi tega, ker to je, ne vem, tak Zemlja deluje, ne? Ti več kot imaš nekih resursov, da si lahko več privoščiš, več si hočeš privoščiti, ker ti je lažje, ti je bolj varno, bolj komod, bolj udobno. In jaz se strinjam, če mi vse te neke tehnološke faktorje ugotovimo, kako to na nek zdrav način voditi, se strinjam, več je boljše, ampak trenutno se mi zdi, da nismo tam. Ne? In tudi potem, ko gledaš, da če zamisliš ta podatek, da 25,000 ljudi dnevno umre od lakote, to tudi, so spet, en del tega je, da imaš dele sveta, ki imajo preveč hrane, dele sveta pa s premalo hrane, distribucija hrane, ampak ne vem, spet meni se v trenutni fazi, kjer smo, pač zdi, da več ljudi ne koristi planetu in tudi ni zdaj, da več, kot nas je na planetu, da je to avtomatsko povedano z boljšim razvojem, ne? Ker to je ta debata kvaliteta, kvantiteta, ne? Se ne morem čisto strinjati s tem. No? Tako da jaz nisem proti temu, da nas je več, se mi pa zdi, da v trenutnih razmerah, v trenutnem stanju, da trenutno to ne vodi v dobro smer. No? In tudi vidimo, vedno več imamo nekih težav. Ok, ampak recimo, odvisno kaj gre za nek indikator, ki ga hočeš optimizirati. Ker če rečeš, mi hočemo iti na Mars, kot si rekel ti, Andrej, sigurno več ljudi bolje. Če rečeš, mi hočemo imeti več možganov, več ljudi bolje. Če pa rečeš neke emisije, pa to to pa mogoče ni tako. Ne? In pol greš na konkreten trenutni level, kjer dejansko lahko odločamo, kako bo. In recimo, se mi rečemo, in cela ta populacija, mi se pogovarjamo o globalni populaciji,
to se mi zdi je pravi nivo za ugotoviti, kaj je dober, ampak pol se odločitve sprejema vseeno na neki lokalni ravni, na ravni države praktično, tudi na ravni mesta. In recimo v Evropi ta trenutek vsi župani Evrope, vsi predsedniki Evrope definitivno bi podpisali, da je rodnost recimo za pol otroka više kot je. Se pravi, kaj se bo recimo konkretno? Rečemo, samo gledamo Evropo za par minut, pa vidimo, kaj se bo in kaj se lahko zgodi v Evropi, če naredimo A ali pa naredimo B. V Evropi, če meje pustimo zaprte tako, kot so danes zaprte, se pravi, znotraj Evrope se lahko potuje lepo in gre v Berlin živeti in v Pariz in trajala, iz Evrope v Evropo malo težji, če to pustimo primer in če trenutne neke politike za otroke pustimo primer, kaj se bo zgodil, čez, 50 let nas bo pol manj. Ali pa 20% manj, vse, pač manj nas bo. Več bo starih, penzije bojo nekako, bolj bojo odhodki za nego ljudi, manj pa za razvoj. To pa se bo zgodilo. Večji bojo davki in tako naprej. Ali pa lahko rečemo, da pušamo nek policy, da ima folk več otrok in krivuljo fertilityja iz 1,5, 1,6 pušnemo na 2. In ali pa odpremo meje vsem ljudem v Afriki in tako naprej, oni bojo z veseljem prišli. Se pa, kaj mora Evropa narediti konkretno? Tukaj, mislim, to bo naše življenje bo v bistvu, mi bomo to videli, no? Se pravi, to je za nas zelo relevantno, razen če se bomo preselili nekam izven Evrope, kar se mislim, da ne bomo. Ja, ampak vsi živimo na zemlji, tudi če več ljudi, tudi če se preseljuje v Evropo, mislim, da še vedno vplivuje na vse na nas, ne? Tudi če bo drugod raslo, pa če prihaja k nama, mislim, da je isti vidik. Kar sem se hotel navezati na to, kar je Andrej govoril, pa Luka, iz biološkega vidika, ne, je najbolj pomembna stvar vsake vrste je pač obstanek, preživetje. Ne. In če gledamo res na dolgi vidik, a je smiselno za 50 let imeti nekaj nižjo rast, ekonomsko, pa pač neke težave glede tega, zato da pač lahko se preorganiziramo, da potem dosežemo, da preživimo, ne, na tem planetu. Mislim, da je. Ne. Torej, če gledamo, ali bomo imeli denar za penzije, ali bomo pač preživeli, je definitivno preživetev bolj pomembna. Ampak tu je malo tudi problem, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem gotovil, da ne obstaja noben nek svetovni, neko telo, ki bi se ukvarjalo z tem problemom populacije, ne, koliko nas je, pa kako to vpliva. Naprimer, imamo organizacijo, ki se ukvarja z zdravstvom, nobenega ni, ki bi se ukvarjal točno s tem, koliko nas je na zemlji, ne, in kako to vpliva na nas kot ljudi, pa na cel planet. Ne. In to je mogoče ena zelo zanimiva zadeva, ki jo je tudi mogli na nek način uvesti, pa začeti malo bolj raziskovati, ker trenutno se večina teh odločitev sprejema vseeno z vidika ekonomije, ne, ker pač ekonomisti vodijo svet bolj manj in skoraj vse odločitev sprejemamo z tega vidika. Ne. Zdaj, jaz razumem problem tega, če bomo šli v manjše prebivalstvo, mislim, da pač to vodi vseeno v recesijo, neko dolgotrajno recesijo in neke ekonomske težave, verjetno tudi neki novi ekonomski sistem. Vprašanje je, a je to zares trade-off, ne? A je trade-off, da nas mora biti manj, da bomo se reorganizirali, da bomo lahko potem spet preživeli. Ne? Če je, potem je definitivno vredno zmanjšati. Ja, po mojem, tudi če bi imel odgovor na to vprašanje, ta pravi odgovor, recimo, ne vem, kaj je ta pravi odgovor, znanstven odgovor, bi bili spet talci političnega sistema, ki bi pa to upeljeval samo v svoj benefit. Se vemo, ne? Zajedinjeni smo, da imamo težave s pokojninskim sistemom, ampak kdo se bo politično lotil tega problema v sistemu, kjer na 4 leta potekajo volitve? Ker to je v bistvu nek politični samomor narediš. Ti narediš neko zelo nepopularno
odločitev, ampak ta je potrebna na dolgi rok, ampak s tem si sebe žrtvoval kot politika. Ne? In zdaj, če to vrnemo nazaj, znanstveniki nam povejo, dober je, ne vem, da bi nas bilo več ali pa manj, pa imaš pa spet nov layer problema implementirati to rešitev. Večslojni je problemov, ki jih imamo z reševanjem teh ful velikih vprašanj človeštva. Ful veliko težavo imamo tukaj. En ful zanimiv film, zdaj sem se spomnil, kjer se imajo ljudje točno ta problem, da jih je preveč in kako se oni lotijo, pa znanstvena fantastika, ne, da v bistvu iznajdejo tehnologijo, da se pomanjšajo. In so pa ljudje taki, tako mravlje so. Ne. In nek New York rata tako, da bi rekel, na kvadraturi enega stanovanja, ne, lahko živijo vsi New Yorkčani. Mogoče je to dogovor, da se sam pomanjšamo, ne, pa smo ful majhni. In mogoče se bo to zgodilo. Ne. Se to je predlog. Ampak to narediš na nek način, če greš na druge planete. Se pravi, ti si v bistvu nisi sebe pomanjšal, ampak povečal si svoj prostor. Kar je skoraj isto, ne? Ti si bolj manjši v celem prostoru. Ampak na to bi jaz, ki prej nisem imel šanse te vprašati, Andrej. Koliko misliš ljudi, da bi, recimo imamo kolonijo na Marsu in rečemo, strošek, da greš tja je nič, mi ti financiramo, zato ker moramo to kolonijo vzdrževati ali pa začeti. Koliko ljudi misliš procentualno, da bi sprejeli tako sploh stvar? Zato ker tako iz mojega vidika, ko gledam planet Zemljo, mi ne da v našem sončju nimamo podobne stvari, mi v celem vesolju še nismo najdel podobno amazing planeta. In amazing je verjetno, ki je teleran za nas, oziroma smo mi telerani za njega. In meni je to tako, ne vem, tako ne cenimo tega itak, ne cenimo individualno, ko greš ven, drevo ti kar neki, greš na TikTok, drevo je tako amazing stvar, če jo tako pogledaš iz te prizme, da ne obstaja v vesolju nič tazga, kar bi mi vedeli. Tako da zdaj tam živeti na nekem, ne vem, kako si to predstavljaš, pa koliko zaželjen. Luka, če nekaj govori, ne vem, jaz ga nisem slišal, nekaj ga je prekinil. Sorry, meni je internet malo. Andrej, Luka, če nekaj govori, ne vem, jaz ga nisem slišal, nekaj ga je prekinil. Sorry, meni je internet malo prekinil. Rekel sem, da živiš tam v nekem kontejneru, na Marsu. Ali pa v VR-ju, si v bistvu na Marsu, ne trošiš resursov Zemlje, ampak si na VR-ju in tam je Zemlja. Ne, Klemen, da odgovor je zelo majhen procent. To ni sploh v procentih, po mojem merjeno, kdo bi zdaj to naredil. Absolutno. Kaj pa ti? Mislim, kaj je to idejo, da moramo to narediti. Pa prej si napadel Jašo, ki je tudi zagovarjal eno idejo, ki on ne uveljavlja za otroke. Zdaj me pa zanima, a bi ti šel na Mars? To je zanimivo vprašanje. Ne znate odgovora. Je zanimiva ideja, sigurno. Odvisno na kateri stopnji je razvitost te destinacije, dajmo reči. Ja, imaš, ne vem, Aleja, shopping mall je, ampak ko greš ven je pač Mars. Ampak imaš pa mesta, ki so pač zaprta. Imaš umetnost. Primer imam. Dubaj, evo ti, Dubaj. Ali je one-way ticket? Ja, veš, sprašujem te po stopnji razvitosti. Absolutno, mislim, je verjetno zdaj odgovor ne. Da pač ne bi šel tja. Se ne bi žrtvoval za človeštvo, da preživimo?
Pa tam otroke delo. Ne, ker jaz sem ful zgubil, jaz sem zelo zgubil v zadnjih 2 letih neko, oziroma ful mi je zdaj tako dober, ni mi vseeno za človeštvo, mi je vseeno za ljudi. Oziroma, tako je, I love humanity, I hate people. Zelo se poistovetim glede tega. Ne? Vse, kar sem zdaj videl v zadnjih 2 letih. Pa to, kar se zdaj dogaja s to vojno, pa to mislim, to je meni sam dokaz, ljudje, veliko potencijala, ampak zelo slaba eksekucija vsega, če se lahko malo ciničen. Tako da ja, to je nek moj zaključek tukaj, bi jaz kar rekel. Jaz mislim, da imamo mi potencijal že zdaj, se pravi, če govorimo o potencijalu, ne? Da potencijal je, da bi imel ti to že full solvan, tudi na tej Kardashian. A veste, kaj je Kardashianova lestvica? To je tisto, koliko v bistvu, to je v bistvu neka merska lestvica učinkovitosti porabe energije neke civilizacije. Ne? Se pravi, stopnja nič je, da si ti popolnoma odvisen od tega samo, kar je v tvojem okolju, kureš les, premog in tako naprej. Pol stopnja 1 je, da si ti popolnoma osvojil vse vere, ki jih imaš, ki ti jih omogoča planeta. Ne? Hidro, vetrna energija, se pravi vse, kar je iz Zemlje, pa ima v bistvu net positive efekt. Da ne, se pravi jedrska energija je primer tega, ne? Kjer načeloma seveda obstajajo neke nevarnosti, ampak ni zdaj, če imaš ti jedrsko elektrarno, ni zdaj ne vem kakšen, ni to nek onesnaževalca. Pa je naslednja stopnja, ki si ti svojo najbližjo zvezdo v bistvu. Ker Sonce ima toliko energije, da v 2 sekundah pokriješ vse, 10 Zemelj recimo bi napajal lahko. Se pravi, Sonce je reaktor, ki ima skoraj neskončno energije za naše trenutne potrebe. Ampak mi ne znamo tega ekstrahirati. In pol je ta naslednja stopnja, da ti v bistvu iz svoje zvezde znaš toliko dobro ekstrahirati, da si lahko gradiš neke interstellar načine potovanja in tako naprej. Pa je pa še zadnja, tretja stopnja, je pa v bistvu, da si ti neka space, nek space civilization, ki si usvojil in ta space travel in nimaš v bistvu več teh vprašanj o energiji. Se pravi, ti si toliko si v bistvu daleč, da tega ne rabiš. In to je ta Star Trek scena, pa 2001 Space Odyssey v bistvu tudi opisuje, je pa v bistvu srečanje civilizacije tipa 3 z civilizacijo nič. Se pravi, to je v bistvu nek spoiler tega filma. In ček, zakaj sem to začel govoriti? O potencijalu. Se pravi, če mi zdaj rečemo potencijal, jaz mislim, da mi imamo že potencijal, da bi prišli na enko. Zdaj so neki izračuni, da smo na 0,67 med 0 pa 1. In jaz mislim, da imamo že zdavni potencijal, da bi bili na 1. Se pravi, toliko, kar se danes da v budžet, ki ga imaš ti za vojsko, ki ga imaš za vse pač te neke stvari, ki v bistvu tekmuješ, če bi to obrnil v sodelovanje, da bi rekla Kitajska pa Amerika, dajmo mi pulati te resurse, ki jih imamo, ne zato, da se oborožujemo, pa zato, da vzdržujemo to neševo ravnotežje, kjer se samo v bistvu rab resurse za to, da vzdržuje status quo, če bi mi pulali te resurse, pa rekli, kaj če je res, dajmo res ta recimo cold fusion skupaj narediti, ali pa dajmo res na Luni skupaj narediti stvari. Zdaj v bistvu spet je svet šel v to delitev. Ne bomo delali skupnih znanstvenih projektov, bo Rusija nekaj po svoje, bo Kitajska nekaj po svoje, bo Amerika nekaj po svoje in to jaz že vidim kot, to je čisti
zdaj ta prelom navzdol. Itak point je v sodelovanju, ni toliko v tekmovanju, ampak je bolj v sodelovanju. Mi recimo te projekti, kot so ta mednarodna vesoljska postaja, James Webb teleskopa, to je ogromen, to ne da se s tekmovanjem narediti, to se naredi s sodelovanjem. Se pravi, najboljši znanstveniki, desetletja nekih projektov, da to mi imamo. Tako da tukaj sem jaz zelo pesimističen in rečem, zahodni svet, Evropa, mislim, sam še uživi. To je to. Tako zelo sem pesimističen. Tako da se strinjam z Luko. Tukaj, ko smo mi zdaj, ja, mogoče res tako ne vidim neke tako pozitivne, nekega pozitivnega, ne vem, razvoja. Ampak point je v tem, to, ko si rekel, da če bi pa res sodelovali, tako kot recimo so sodelovali tudi v tem pospeševalnikih, to je tudi tipičen primer, kjer se ne da narediti. Sploh se ne da, ni sploh dosti ekspertov v eni državi, da bi lahko to vse naredili brez sodelovanja ljudi iz celega sveta, ker rabaš res najboljše eksperte in jih rabaš zadost. In če bi take projekte delali resno globalne v nekem deep science-u, bi potem mogoče hitreje, oziroma sigurno bi hitreje naredili prave preskoke, ki bi 10-krat, 100-krat, 1000-krat ceneje proizvajali recimo energijo, kot si sam rekel, fusion. Ja. In potem resursi ne bi bili več tak problem, kot so danes, in pa ne bo tudi recimo take debate, ali nas je preveč, ali nas... Ja, se strinjam. Tukaj je pa tudi, veš, čisto nekaj, kaj je družba cena, a ti cenaš danes, veš, najbolj, ampak se to je nekako normalno, najbolj sledeni ljudje so kaj, neki športniki, zvezdniki, mladi hočejo biti tiktokerji uspešni, noben hoče biti kemik, mislim, pa je to za future po moje najbolj pomembno, ali pa ne vem, fizik, ali pa neka ta hard science stvar. Tako da tukaj smo mi tudi failali ful v tem marketingu, v bistvu promocije nekih kariernih usmeritev. Dosti premalo je to cenjeno, premalo v bistvu se ljudi v to usmerja. Saj se, vedno več, ampak premalo. Mi imamo še vedno, če ti pogledaš, in zato so tudi seveda vse to krivo, mediji, politični sistem, mogoče tudi ekonomski sistem, da nimaš. Zato jaz mislim, da naše preživetje je v bistvu odvisno od tretjega sveta. Mi smo zdaj prišli do neke stopnje, ta prvi svet, živimo, mi recimo nimamo otrok, skoraj noben, živimo tak sebičen, egoističen, hedonističen life v resnici, ker se ne boriš zdaj za nek, niti to, da boš preživel iz dneva v dan, ti ni problem, kako boš preživel probleme. Tako da v bistvu tvoj razvoj je odvisen od nekoga, ki je zdaj, ne vem, se rodil v neki južnoameriški republiki in on zdaj gara in hoče priti na Stanford in hoče nekaj narediti v svojem življenju. Tako, really, really hard. Kakle je life too good. In je zelo težko se pušiti v to, da boš ti zdaj rekel, ok, jaz svojo kariero posvetim, ne vem, medicini, kemijskim znanostim in tako naprej. Kako bi pa ti začel reševati ta problem, recimo napačno? Jaz to razumem kot napačno lokacijo človeških virov. Ja. Tam ali hoče biti tiktokerji, ker je to trenutno, ali pa influencerji, bom rekel influencerji, ker je to na hierarhiji v njihovem krogu socialnem najvišje. In niso oni krivi, ti vedno slediš svoji naravi in hočeš iti na vrh hierarhije v človeški družbi. Tako. Ti pogledaš, kaj je na vrhu in rečeš, to bi jaz rad bil. In
kako boš ti promoviral te pomembne vede ali pa pomembna znanja napram, a veš, imam Instagram, furam se z Lamborghini in sem influencer in nič ne delam in potujem po celem svetu. Tam grem pa na faks za 20 let, 15 let, doktorski študij, ne vem kaj. Veš, ne. Tako da to je full impossible. Ja, kaj jaz vedno rečem, ne, pač imaš dopamin, ne, in imaš quick dopamin in Lamborghini, punce, zabave, to je quick fix, ne. Sej zato je, to je tudi ena teorija, ne, da razvoj človeka v bistvu ni nek kolektivni v resnici, to je pa zdaj druga plat kovanca, ne, da v resnici ni nek kolektivni endeavor, ne, pursuit. Da mi v bistvu ne moramo narediti tako, kot si, ne vem, kdo si to zamišlja, levičarja, ne, da obstaja neka kolektivna pravila, moramo napisati, pa bo kar vse super, ne. Ampak da je ves razvoj v bistvu odvisen od nekih genialnih prebojev posameznikov. Ne. Tudi če ti pogledaš znanost, ne, matematiko, če pogledaš, ne, ali pa ne vem, elektrotehnika, ali pa vse te stvari, ki so omogočile od industrijske revolucije naprej, da imamo mi tak life, ki ga imamo danes, to so bili neki posamezniki, ne, neki čist, mogoče tudi malo autistični ljudje, ne, ki niso se sploh zanimali, ne vem, kakšen je njihov položaj v družbi, njih je samo zanimala ful globoko ena stvar. Ne. In mogoče se mi sploh tega se ne da, ne, tako kot si ti zdaj ne, kako bi pa ti, Andrej, kako bi ta pristop naredil, da bi ljudi motiviral. Mogoče se to sploh ne da. Mogoče si samo odvisen, a imaš srečo, da se rodi nek genij, avtist, ki ga ne bo zanimalo druženje in bo tam v svoji sobi in bo odkril nekaj, kar do zdaj še noben ni odkril. Seveda pa, če pa imamo neke sisteme, ki malo saj probajo to tako, ne, loviti z nekim sitom, pa ujeti te nadarjene ljudi, pa jih v prave smeri potisniti, smo pa naredili mogoče en korak naprej. Ne. Se pravi, več kaj ljudi, več bo takih genijev, ne? Več kaj ljudi, več boš takih genijev, tako, točno to. Ne. Se ne vem, kako se ta teorija imenuje, ampak ja, tako, če ti pogledaš, ne, zadnjih 500 let, a veš, tam Newton, pač en model, ne vem, Gauss, ne, on je postavil praktično vse temelje statistike, mislim, ja, veš, vprašanje, mogoče bi kdo drug, če njega ne bi bilo, ampak tako, zato se ne reče zastonj, ne, we are standing on the shoulders of giants. Ne. Ker ti, če pogledaš, to so pač bili res neki posamezniki, ki so čist izstopali, ki so postavili neke hipoteze, ki so dokazali neke hipoteze in so tako spremenili znanost zaradi tega in pol so svet zaradi tega spremenili. Ne. Ta ista znanost danes ni ista znanost kot 300 let. To je pa drug zdaj. In zdaj danes se meni zdi, da ne moramo pričakovati, da bo en človek z normalnimi resursi bil super genij in bo nekaj naredil, ki bo bil en full velik. Mogoče se še da, ampak se mi zdi, da je toliko enih stvari, ker toliko veliko ljudi že dela danes na nečemu, ki rabijo funding, ki rabijo time, ki rabijo proper runway, da tukaj zadaneš v to socialno strukturo, ki ti sploh omogoča, da nekaj narediš. In en genij sam, veliko stvari danes je stotina genijev, ki jih lahko samo premakne, ne? Ker so tako komplicirane. Ja, se strinjam, absolutno. Ne? Sej, potem se pa kompleksnost v vsaki stvari, v vsakem sistemu, vse to je informacijska teorija, se povečuje. In rabiš tudi pol boljše, sej tako kot rast podjetja. Ne? Na začetku, če ti delaš sam, si ful bolj učinkovit, kot pol, ker je sodelovanje, ne vem, 1000 ljudi, kjer pride pač do teh frikšnov. Tako da ja, absolutno.
Zato je treba pa mogoče res, tukaj se pa jaz vedno vračam na izobraževanje. Ne. Jaz mislim, da to je najbolj resource heavy potrata, ker mi vložimo toliko časa, toliko resursov v to, da pol ljudje, veš, ali nekaj čist drugega delajo, ali ne vem, opustijo, ali ne vem, ne delajo pol v tej smeri, ali so se učili 80% stvari, nikoli več ne rabijo. Ne. To je, mogoče bi kle mogel začeti z upravljanjem z resursi. Ker če pogledaš tudi nas, ne, posameznike, koliko smo mi časa porabili v procesu formalnega izobraževanja, pa kaj je bilo res učinkovito, je to bilo, ne vem, mogoče. Pa ni bilo tako hudo. Pa nisem jaz največ šole, ampak meni se zdi, da Luka z največ šole. Ki pozagovarjajo to stran, jaz pa z najmanj. Pa nisem jaz največ šole, ampak meni se zdi, da je, ne vem, ta cela osnovna pa srednja šola se mi zdi, da tak nek, tudi če se učiš neke stvari, ki mogoče niso relevantne, kasneje se učiš nekih načinov razmišljanja, ki ti potem pomagajo. Ne, jaz sem tukaj ful kritičen. Ne. Katastrofa. Pustimo ta nekaj. Samo uradno. Zašli smo v debato v šolstvu, kjer bo... Ampak glede teh resursov se mi pa zdi, pa ne vem, zakaj nimamo več kemikov. Ja, pol že ni dovolj povpraševanja po kemikih. Ne? Če bi bilo dovolj povpraševanja po kemikih, bi jim šle plače ful gor, bi to naenkrat postal cool poklic, tako da je, na primer, programerji, to je včasih tudi bilo, da je tam, ne vem, nek geek, nekaj na računalniku tipka, danes so pa cool, imajo ful dobre plače, ful dobro živijo, naenkrat hoče biti vsak drug programer. Ne? In tako bo vedno, ko bomo rabili kemike, bomo imeli pač dovolj kemikov. Se strinjam, toliko je v New Yorku pametnih ljudi v finančnem sektorju, ne pa v nekem drugem, je totalen dokaz, pač kaj mi cenimo. Pač, tako je, pač to je človeštvo, mislim, to so pač ljudje in kako je že tam rekel, narod si bo sodbo sam napisal. In tudi mi si bomo svojo prihodnost sami napisali in pač bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Mislim, da na tej lepi misli lahko tudi zaključimo debato. Kaj praviš, Klemen? Ja, se strinjam. Všeč mi je, ker smo zapeljali v več različnih smeri. Sej vse je končno povezano, se mi zdi. Ker se pogovarjaš o takih problematikah, ki jih iskreno ne moreš rešiti v takem pogovoru. In niti ni to njegov namen, po moje. Ampak ja, kot vedno sem ful vesel bil te debate in vsakega izmed vas. Alen, lahko ti zaključiš s čimerkoli. Nič pa o educationu, torej ne. Ja, ne, nimam za dodati. Mislim, meni, kar je bilo všeč v tej debati, je to, da dosti takrat, ko pogledaš na nek problem, se pogovarjaš s kakim prijateljem, lahko po 2-3 minutah ugotoviš, da ne, ti ali pa ta druga oseba zagovarja svoje stališče iz točno določenega vidika. Ne. Ali je to ekonomski vidik, ali je to biološki vidik, ali je to socialni vidik, ali je to kulturni vidik, kakorkoli. In se mi zdi fajn pri teh naših debatah to, da te različne vidike pogledamo, ker takrat vidiš večplastno ta problem. In tudi ta problem ni samo ekonomski, ni samo okoljski, ampak je pač res večplasten, teda smo ga fajn razdelali, nismo pa ga rešili, ker ga pač rešiti ni možno tako enostavno. Cool. Hvala vam vsem in hvala vsem, ki ste tole spremljali, pa ki tole spremljate. Se vidimo naslednjič. Čau. Čau.